Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes, kot sem obljubila, govorimo o tem, kako na celični bazi pospešiti obnovo. Govorili bomo o telomerih in o telomerazi. Ne mislim, da je to neka grozna zadeva, ki ni za razumeti, čeprav malo komplicirano zveni. Vam bom po domače razložila. Ste že kdaj vozili ali pa imeli mogoče avto, ki ni imel pospeška, ki ni šel nikamor, ki kadil, ki je kuril več olja kot pa nafte ali pa benzina, enostavno ni šlo nikamor in da je v bistvu crkaval v vsakem semaforju, enostavno ni vas pripeljal nikamor. No, če se vi počutite tako kot tak avto, pomeni, da je treba nekaj spodbuditi in sicer treba je pospešiti obnovo celičnih elektrarn, to je mitohondriji, in treba je pospešiti obnovo samih celic. No in danes bomo govorili o obnovi samih celic in o DNK zapisu. No, v glavnem DNK zapis, če si predstavljamo, lejte, če je to DNK, vijačnica DNK-ja in potem tukaj noter so vpete DNK. In zdaj, kaj so pa pogruntali? Leta 2009 so skupina znanstvenikov je dejansko za to odkritje dobila Nobelovo nagrado. Na vijačnico so DNK vpeti z elastiko, ki se imenuje telomer. In da pa ta elastika ostaja prožna, pa potrebujemo encim in ta encim se pa imenuje telomeraza. No, zdaj pa kako to dvoje spodbuditi, ker v bistvu, a se da s hrano spodbuditi prav obnovo DNK-ja. To je že snov iz nove knjige, drugače nekaj tudi o tem lahko preberete v knjigi Med znanostjo in duhovnostjo. Zdaj na hitro vam pa tukaj razložim. V glavnem, da se vplivati na to, da podaljšamo te elastike, da so bolj prožne, da ne postanejo stare, da se lepo naprej deli. In sicer hrana, ki vsebuje zadostno količino dobrih maščob omega 3, ki vsebuje zadostno količino beljakovin in ki vsebuje zadostno količino B vitaminov in antioksidantov, vpliva točno na to, da se obnovi ta struktura na DNK-ju. Zdaj pa pojdimo točno pogledati, kaj je potrebno. V glavnem, potrebujemo vitamin B12. Zdaj, če gremo en tak jedilnik sestaviti. Vitamin B12 je predvsem samo v živalski hrani, se pravi jajce. Folna kislina jajce. Jajce pojemo, rabimo C vitamin pa E vitamin. C vitamin, poleg jajca pojemo zelenjavo. Ok, v redu, ampak E vitamin pa ne dobimo. E vitamin pa recimo dobimo, če zraven popijemo, veste, ki je ogromno E vitamina, recimo v lanenem semenu ali pa v orehih, arašidih, mandljih, čija semena ravno tako vsebujejo E vitamin, tako da si lahko naredite en tak šejk zraven, recimo ali pa z jogurtom napitek, pa date noter semena. Potem potrebujemo cink, magnezij, to je že kar malo kompliciran, ker cinka pa ne več dobimo recimo v gobah ali pa ogromno ga je v jetrcah. Zdaj pa kdo pa je jetrca? Redki, sploh se ne spomnim, kdaj sem jedla jetrca. Rabimo železo v istem obroku. Ja, to je malo kompliciran. Tako da v bistvu v tem primeru je pametno poseči po dobrem prehranskem dopolnilu, ker dejstvo je, da prav kombinacija omega 3, vitaminov, mineralov, C vitamin, E vitamin, predstopna A vitamina, karotenoidi, vpliva na to, da se začne ta vijačnica oziroma elastika obnavljati in pospeši celo obnovo DNK zapisa. No, DNK zapis se obnavlja tudi s križnicami, križnice brokolice, tača, zelje, repa, koleraba. Zato lejte tisto, kar je res najbolj pomembno. Treba imeti raznoliko hrano, ne da nekaj izključujemo, ampak kar je pa treba izključevati, je pa treba belo moko izključevati. Vse, kar je belo, kar je prazno, to je, ne da je to hrana, to je antihranilo. Zato, ker nam v bistvu za presnovo porablja, recimo pomislite, pojeste belo žemelco, za to, da se predela, mi porabljamo B vitamin. Ni pa ta žemelca s sabo prinesla B vitamina. Ker če bi ona prinesla s sabo B vitamina, bi nekaj dodala.
lahko pa samo odvzame. Zato čim manj uživajmo antihranil in čim več je potrebno uživati teh dobrih hranil, kjer dobimo B vitamine, pa C vitamin, pa tako naprej. Recimo, odličen vir predstopne A vitamina in v bistvu raziskave so pokazale, da karotenoidi dvignejo imunski sistem v 3 tednih tudi za 30% in več, skoraj za 40%. In to je korenje, paprika, paradižnik. Dajte čim več tega noter v svojo prehrano vključiti, če pa vidite, da nikamor ne pridete, boste pa malo posegli po prehranskem dopolnilu. No in zdaj, če se vrnem nazaj. Na tem so delali raziskave. Prav ta skupina znanstvenikov, ki je na podlagi raziskav teh encimov dobila Nobelovo nagrado, je raziskavo delala na miškah. In sicer, miške so odraščale tako, nekaj so jim dali, da so zavirali proizvodnjo tega encima telomeraza in se je zmanjšala tale elastika telomer. In v odrasli dobi so že kazale vse simptome staranja, se pravi degenerativne bolezni, vid, spomin, sladkorna bolezen, holesterol, pritisk, vse te zadeve, ki so tipične tudi za ljudi, starostjo pridelajo bolezen. No, in potem so jim pa začeli dajati neko posebno zadevo, neko kombinacijo nekih kislin, ki so spodbudile proizvodnjo encima, ki obnavlja to elastiko, telomer, in zgodilo se je, da miške, kljub temu, da so prej že kazale vse znake staranja, so se dejansko začele obnavljati in so začele, vid se jim je izboljšal, sladkorna bolezen je začela izginjati, spolna moč se jim je vrnila in je bilo to wow! V osnovi je bil to dokaz, da s pravo hrano se da vplivati celo na celično staranje. In glejte, vse celice se obnavljajo. In dejstvo je, da če imamo mi pravo hrano, in potem so prav dali točno kakšne količine. B12 vitamin je ključen, od 500 do 1000 mikrogramov na dan, folna kislina 800 mikrogramov na dan, C vitamin, poglejte, jaz vam vedno govorim, potrebujemo 1000 mg C vitamina. Oni so rekli, da C vitamina od 1000 do 3000 mg na dan, to je ogromno. Vitamin E 40 mg na dan, potem pa cink, magnezij, železo, vitamin A, vitamin D3, potem pa še naprej omega 3 in beljakovine. Mislim, ja, kombinacija vsega, ampak če gledamo, dejstvo je, da staranje ni nujno več, da rečete, ja, emšo me daje, ja, saj sem toliko stara, saj to je normalno. Dejstvo je, da naše telo, kolikor časa smo živi, ima zmožnost obnove. Veste, da nisem proti ničemur, veste, da ni, da rečem, joj, ne smeš tega, ne smeš tega, ne smeš tega. Edina stvar, če že jemo belo moko, moramo, a ne recimo kruh, gledati, da v istem obroku zaužijemo nekaj zelenjave in nekaj beljakovine, zato da sladkor ostane v ravnovesju. In to je najbolj pomembno. Zato jaz verjamem v to, da ključ do zdravja je prehranjevanju po načelu srednjega glikemičnega indeksa, da vključimo v svojo prehrano čim več sveže zelenjave veliko več kot pa svežega sadja. Sveže sadje je sicer tudi potrebno, zaradi tega, ker ima vse tudi nekaj encimov, vse noter vitamini in minerali, ampak še bolj, če gledamo prav sadje, tista zdravilna moč je v peškah in v olupku. In pogosto vržemo stran in peške in olupek. Tako da, glejte, zelenjava, pri zelenjavi pa ne mečemo nobene stvari stran, ampak samo uživamo. In jaz sem res prepričana v to, da naše telo ima vso modrost v sebi, vso modrost obnove. Samo dati mu moramo te ključne zadeve. In zadnjič enkrat sem snemala video o pomenu zeolita. In a veste, kaj je v zeolitu noter? V zeolitu je silicij. In vedno razlagam, naše telo potrebuje silicij za razstrupljanje, za obnovo možganov, za prožne tkiva. Silicij je tisti mineral, ki pa drži vse skupaj, da je prožno.
Zato jaz sem prepričana, da prav pri tem encimu na prožnost vpliva tudi silicij. Tudi silicij, zato ker silicij ima pa lastnost, da v bistvu povečuje prožnost vseh tkiv, od kože, dlesni, sklepov, odvaja vodo iz telesa, prožnost, preprečuje razgradnjo mišične maze, prožnost mišic, v bistvu na čisto vse. Zakaj vam vedno kažem mišična masa? Zato, ker imamo tudi tukaj noter mišice in dejstvo je, da ko nam začne telo uporabljati mišice za obnovo, ki se najprej pozna, tukaj ta del upademo. Upademo, pade vse skupaj dol in izgledamo žalostni, ne? Tako da vedno se da obnoviti naše telo in dajte res čim več zdrave hrane in ko ne gre, ja, mogoče kakšno pametno prehransko dopolnilo, da majčkeno podprete vaše telo, potem boste pa zmogli. Imejte se lepo, uživajte in ja, življenje je lepo. Res je lepo, samo treba ga je pogledati skozi ta lepa rožnata očala. Uživajte!